Dober dan, Živijo, pozdravljen. jih izženemo ali ne? Koga? Ruske diplomate. To je dobro vprašanje. Ja, lej, ne pričakuj nič drugega od mene. Velika tema za velike razmisleke. Za majhno državo. Ja. Ne, se pravi, zdaj Slovenija... Samo da te oprosti, prekinem, da ne bom pozabil eno opravičilo. Ja. Saj jaz sem ga dolžen, ne vem, pravzaprav dolžen. Če Pojasnilo sem jaz česa kriv, se pridružujem, ampak povej. Goli otok. Ne? Ja. Prejšnjič sva se midva pogovarjala o Golem otoku, ti si me vprašal, katero stranko sem volil leta 45 in potem sem samo nanašalno povedal, da sem bil na Golem otoku, ne? Da sem že bil potem na Golem otoku in sem ugotovil, da ni bilo niti tako slabo. Se pravi, en gospod, ime moj Damjan, je izrazil prizadetost in prosil za opravičilo oziroma izrazil pričakovanje po opravičilu, nobenega problema. Se pravi, ta stvar se je nanašala izključno na samo ironijo, na mene osebno, nobene zveze ni imel s tem, da bi hotel kogarkoli žaliti ali pa karkoli, tako da to je nesporazum. Nobenega problema, če se je kdo počutil prizadetka, se mu mirno upravičam. Lepo si to povedal, ampak ne? Nesporazum, ne? To so stvari, ki se... V redu, greva zdaj lahko naprej. Ja. Sva to dolžnost sva upravila, da pojasnava nesporazume. Izgnati ali ne? Ne, zdaj tako, veš, Evropska unija, Združeno kraljestvo in tako naprej množično izganja ruske diplomate, ne, so cele selitve narodov, Republika Slovenija pa nekje ne ve, kaj bi. Ja. Dejva stvar tako postaviti, da v izhodišču rečeva, da stvar ni črno-bela in da enoumnega odgovora tukaj ni mogoče. Tam so, veš, neki ljudje, ki so bili zastrupljeni, ne? Ja. Bivši agent, ne? No pa pojva lepo od začetka. Namreč dejstvo pač je, ne, da sta bila dva Rusa, od katera je najmanj ena oseba, se pravi britanski državljan, to je hčerka od Skripala Julija, Skripal je pa dvojni agenta, ne? To se pravi, šlo je za verjetno obračun med matično rusko agenturo in pa med bivšim agentom, se pravi vohunom, ne? Ja. Ne Sovjetske zveze, Rusije, ki pa je bil hkrati tudi dvojni agent, ne? Torej, to je prva stvar, ki jo treba jasno povedati. Druga stvar, ki jo treba zelo jasno povedati, je to, da je prišlo do zastrupitve z plinom oziroma z novičokom, za nečim, kar pač ocenjujejo zdaj strokovnjaki, da se po drugi svetovni vojni oziroma celo po prvi, ne, še v Evropi ni zgodilo. Ne? Se pravi, za nekaj popolnoma nesprejemljivega in to je res. Tretja stvar, ki je zelo pomembna, je pač ta, da angleška stran oziroma britanska stran obveščevalna pravi, da razpolaga z dokazi, da za tem stoji Putin oziroma uradna Rusija. Ne? Četrta stvar, ki jo je treba povedati, da je o tem potekala razsežna debata v angleškem parlamentu, v katerem so se mnenja delila. Delila se pa približno tako. Večina poslancev je menila, da je nedvoumno dokazano oziroma da obstaja zelo visoka verjetnost, so rekli, ne? In to je že dokaz, nenavadno, ampak to so vzeli za dokaz, da za tem stoji Putin, ki pa je bil ravno v predvolilnem času, nekaj dni pred volitvami, ne? Je ta debata potekala. Na drugi strani je bil pa Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn pa je rekel, ni problema, ampak dajte prinesti dokaze. Nedvoumne dokaze, da je za tem dejansko Putin in uradna Rusija, kaj pa, če je za tem samo ruska mafija, potem to nima državnostnega statusa, ampak status obračuna, ne? In potem je opomnil Veliko Britanijo, to se pravi svojo državo in svojo domovino, da bi bilo mogoče pametno razmisliti o milijardah in desetinah milijard umazanega mafijskega denarja, tudi paradržavnega ruskega denarja, ki ga je Anglija upravljala na svojem ozemlju. In iz tega naredila masovno ekonomijo. V Cityju. V Cityju. Ja. Kupovali so se celo nogometni klubi in je pisalo v Guardianu, v tisku, ki sem ga dosti podrobno zasledoval, obstajali so indici, da so se celo plačevale volilne kampanje iz tega denarja, recimo torijske volilne kampanje. Ne? Se pravi, gre dejansko za neko večplastno zgodbo, v kateri mi ta trenutek ne razpolagamo z nedvoumnim dokazom, da za tem stoji uradna Rusija. Lahko domnevamo, da za tem stoji
Rusija, se pravi mafija, lahko da, ne, lahko celo Putin, sploh ni rečeno, da ne, ampak dokaza pa ni nobenega. Ne. Predložila bi ga naj pa Velika Britanija in se pravi ta obveščevalna služba, menda pač Rusiji, Nemčiji pa Franciji. Ne. In ti dve državi sta odreagirali. Odreagirale so tudi druge države britanskega političnega univerzuma pod angleško krono, kot so Kanada pa Avstralija, kar je logično. Ne. Nova Zelandija ima že večje težave. Nova Zelandija se je postavila na vmesno pozicijo in je rekla, saj bi, pa nimamo nobenega dokaza, da bi kaj proti nam naredili. Tako v tem smislu, ne. Izvzel se je Luksemburg ta trenutek, ne. Izvzela se je Avstrija, izvzela se je Bolgarija, Slovenija je v nekem limbu, nekem vmesnem stanju, ne, da zaenkrat pač ne bo. Ne. Skratka, Ali vlada v odstopu, ki opravlja samo tekoče zadeve, lahko sprejme tako strateško odločitev ali ne? Dobro vprašanje. Ne pričakuje kaj manj od mene. Ja, namreč saj najna naloga ni, da državi posoliva pamet. Najna naloga pa je, da osvetljiva vidike. Eden od vidikov brez dvoma je, ne, da bi zelo koristilo, če bi prišli nedvoumni dokazi, da je to za tem stoji dejansko uradna Rusija. Ne. V tem pol ni dvoma, potem je treba odreagirati ostro, kategorično, načelno, v tem ni dvoma. Ne. Druga stvar, zdaj pa tako, ker smo malo analitično pokvarjeni, ne, je pa Veliki Britaniji na primeru ruskih ljudi zelo dobro uspelo obrniti metapozicijo, svojo metapozicijo politično in spet organizira svetovno politiko, ne, čez nek incident, ki je potencialno seveda eksploziven, ne, ampak dejansko se zdaj odziva celotna Evropska unija, Združene države so odpoklicale 60 ruskih pač diplomatov. Ne, in vpraša se človek, ne, ali gre dejansko za samo stvar ali je to samo priložnost za to, da se procesirajo druge agende, ne, drugi interesi. Mislim pa, da gre v veliki meri za interese. Ne. Recimo v slovenskem primeru brez dvoma gre za interese. Ne, zaradi tega, ker v slovenskem primeru to, da Slovenija ni takoj odreagirala, se brez podrobnih podatkov da reči, da Slovenija je v veliki gospodarski izmenjavi za Rusijo, obrne veliko posla in je iz popolnoma teh razlogov previdna, tako počasnih, drhtave roke in počasnih nog. Ne. V tem ni dvoma. Isto velja za Avstrijo. Ne. Avstrija, Sebastian Kurz je čisto preprosto povedal, da želi Avstrija unovčevati svojo staro pozicijo nevtralne države, mostu med vzhodom in zahodom in da noče te pozicije poškodovati. Se to je kar direktno povedal. Ne. Luksemburg verjetno zelo podobno, ne. Kar pa počneta Nemčija pa Francija, pa kot rečeno ne vem, menda pa naj bi videla neke dokaze, neke oprijemljive intelligence dokaze. Ne. Bom drugače vprašal tebe. A bi morali Slovenija španske diplomate izgnati zaradi tega, ker so v Nemčiji pravkar zgrabili katalonskega voditelja Puigdemona? Ja, to vprašanje ti vračam. Ne. Se pravi, ciljaš verjetno na to, da so... Ciljaš na to, da so španska obveščevalna hodila po Nemčiji. Španske obveščevalne službe so seveda hodile po Nemčiji, so vedele, kje se človek giblje, ne, Ja, zdaj moram jaz biti načelen pa odgovoriti z enako mero. Ne. Ali obstaja za to dokaz, je to samo domneva, ne, da so hodile tam. Ne. Ja, to je moja domneva. Ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, ne, znotraj evropski pravni red verjetno predvideva neke oblike sodelovanja, kot je bila izdala mednarodna tiralica, Interpol, in pa na podlagi tega je Nemčija, ki je pravna država, pač odreagirala. Ne. Ključno vprašanje pri Puigdemonu, to se bova pa strinjala, pa ni to, ali je bil legitimno prijet, če je bila izdana tiralica, to je jasno, da je bil, ne, ampak ali je v bistvu vsebina legitimna, ne, ker če je on postavljen v pozicijo političnega zapornika, je pa s tem dejstvom nekaj hudo narobe. Ja, pa je politični zapornik. Seveda je, ne. Seveda je. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker ga preganjajo iz političnih razlogov, ker je v bistvu hodil podobno pot, kot smo jo mi leta 89-90. Njega preganjajo zaradi nekih dokumentov, ne, ponarejen listin. Ja. In Nemčija to v svojem pravnem redu ima. Nemčija v svojem pravnem redu ima ponarejanje listin in suhoparno pravniško gledano, zato ga je prijela, medtem ko
ko ga za veleizdajo in podobne stvari ne more prijeti, ker ona v svojem pravnem redu tega nima. Ne. Ampak od tukaj naprej, to se pravi, če ga je Nemčija prijela na podlagi veljavne tiralice, se mi zdi, da je pač kot pravna država odreagirala. Od tukaj naprej se mi pa zdi, da bi morali začeti padati vprašanje v Evropskem parlamentu. Ne. Med drugim bi morali slovenski poslanci kakšno vprašanje postaviti. Ne. Ker Puigdemont ima pravico do svojega političnega mnenja in ima pravico do implementacije volje ljudstva. Ne. Ja, Najmanj, kar je... pa kar dobro mu je šlo na volitvah, ne, Ja, seveda, ki jih je sicer orkestriral iz Belgije, ne, Ja. kar pomeni, da določeno legitimnost med ljudstvom zaradi tega ima. Ne. Ja, tukaj se bo morala, tako kot to pa naša Saša Vidmajer zna zelo dobro povedati in napisati, ne, se bo pa morala internacionala, ki se reče Ljudska stranka, ne, dobro preizprašati, a so ji vrednote Evrope na prvem mestu ali so ali te internacionalni interesi posameznih vlad, ki gravitirajo proti Ljudski stranki, bolj pomembne. Ne. Ker to je en velik problem in že isti problem se nakazuje v razmerju do Slovenije, ne, v primeru na eni strani vladavine prava, na drugi strani pa hrvaškega interesa po ignoriranju arbitražnega sodbe. Ne. Isti problem, ne. Čeprav seveda tam mnogo bolj tragično. V Španiji pač je tradicionalno pač španska variacija na temo Evropske ljudske stranke bila vedno močna. Ne. Socialisti, se pravi kot levi pol evropskega političnega prostora, so tradicionalno bili šibkejši, od časa do časa so sicer prišli na oblast. Na Hrvaškem se je pa to, da bi bila levica hrvaška, se pravi del narekovajo socialistične internacionale na oblasti, dogajalo še redkeje, vendar ko se je težko reči, da niso počeli enakih neumnosti kot hrvaška desnica. Ne? Tako da, ampak temeljno vprašanje je recimo pač predsednik Evropske komisije Juncker, kaj stori, da on naenkrat zmehča svojo načelnost, ne? Kaj stori. In gravitacija internacionalne ljudske stranke je tukaj, sevanje te stranke je očitno. Ne? In pri vladavini prava tukaj ne bi smeli biti pardona. Prav tako menim, se podrobnosti ne poznam, ampak čisto politično, filozofsko gledano se pa Puigdemona zaradi političnega prepričanja in zaradi tega, ker je pač implementiral bazično voljo ljudstva, ne, ki je bila izražena v nekih demokratičnih postopkih, čeprav protiustavno, ne, proti celotni ustavi, vendarle ne bi smeli preganjati z političnimi sredstvi. Ne. Te še enkrat vprašam, ali vlada v odstopu ima mandat, da odloči o tem, da se izžene ruske diplomate ali ne? Kako si ti veš, da je to pravno vprašanje, tega ne znam odgovoriti, vem pa, da tega ne bo storila. To je filozofsko vprašanje. Tega ne bo storila. To je filozofsko vprašanje, zaradi tega, ker veš, ali vlada, ki je tako malo razmajana, lahko sprejema strateške odločitve ali ne. Zanesljivo ne, zaradi tega, ker imaš predsednika vlade, ki misli eno, in imaš zunanjega ministra, ki si več ne ženira ničesar, da je pa izredno nagnjen, potencialno nagnjen k gospodarskim interesom, bomo rekli. Se pravi, enotnosti vlade več ni, ampak so samo še pogledi v volilni rezultat. Lim vladajoče koalicije je popustil. Seveda. Ja. Pa ne vem, če ni to bolj stvar parlamenta, v končni fazi. Ali pa v trenutku, ko vlada odstopila. Tako. Ja, veš, v urejenih parlamentarnih demokracijah obstajajo variacije na temo, da ko vlada odstopi, parlament več ne sprejema zakonov. Ne? Zaradi tega, ker se to lahko izpridi na način, ki bi utegnil čakati Republiko Slovenijo. Ne? Namreč v čakalnici je v tem trenutku kar veliko število zakonov, ki imajo še višji proračunski odmev, nekje v prihodnosti, in se zdajle s takimi potapljaškimi akcijami išče potencialne koalicijske zaveznike, ki bi bili pripravljeni v nekih ad hoc koalicijah
še kakšen zakon Samo spraviti skozi. Ne? To pa ne, če se strinjam. Ne? Jaz mislim, da je bilo to celo koristno. Zaradi tega, ker prej, ko so se držali v šahu, a ne, recimo za kakšen zakon, ki je bil v blokadi toliko in toliko časa iz nekih ping-pong ideologij ali pa bolj rečeno interesov, in če se najde koalicija, se predstavniki ljudstva so vendar legalni in legitimni, se so jih ljudje izvolili. Ja, samo veš, Vlada potem, ni nad njimi, ne? Vlada je izvršni organ, zakonodajni organ in po mojem mnenju do zadnjega diha lahko sprejema zakone. Okay, Če jih zmore, jaz to, veš, politično napravo razumem tako nekako, kot si avto predstavljam. Ne? Ja. A veš, mora biti sistem zavor in ravnovesij in ravnotežje vzpostavljen. Ne? Zdaj, če pa imamo vlado, ki pravi, mi smo odstopili, pa več ne delamo, pa ker ne delamo, tudi bremzali ne bomo več, ne, ker ne moramo. Se vlada nima kaj bremzati, mimogrede. Ja. Vlada je izvršni organ. Vlada je nepomembna v razmerju do parlamenta, gledano ustavno. Nepomembna. Ona je izvršna. Kako nepomembna? Zaradi tega, ker je ona derivat. Nič ni derivat. Seveda je. Mislim, to so... To je izvršni organ, ona izvršuje to, kar parlament reče. Če je ni, pač ne more izvrševati. To ni izvršni svet, kot ga je imela ljudska skupščina. Ampak dobesedno je. Ja, pa ni. In to je izvršni organ, imamo zakonodajno, imamo sodno in imamo izvršno oblast. Ona je izvršna oblast. To je oblast, ki izvršuje zakone. To se ni kar del zmislil, to se je Montesquieu že zmislil. Ne? Ja, samo nisi pa Montesquieu zmislil, da na vrh torte parlament, pod vrhom je pa vlada. Absolutno. Ne, mislim, so si prirejeni. Pisal si knjigo o Francetu Bučarju, to je bila njegova krovna teza. Njegova krovna teza je bila takrat, da je parlament najvišje telo v državi. Vlada je izvršnik. Sem še ptice so gor. Ne, plavo ne bo, ne. Plavo ne bo. Ja, no, ustavno sodišče je tam. Ustavno sodišče je tam na dno. Kot je rekel stari Emanuel. Včasih je bila še družba Mobitel. On je rekel, stari Emanuel je menda rekel, se mi da vrneva k prepiru, mislim, ker se mi zdi pomembno. Liber Got je še gor in potem so prevajali Modro nebo, ne menda. Se vrneva midva k prepiru najnemu. Pič demonu. Ne, k prepiru najnemu. Ja, pa deva, no. Kje je kdo, mislim. Jaz razumem, veš, tako, da tri veje oblasti, ne, drugo držijo malo za vrat. Nobenega za vrat ne drži, zdaj pa tako, ne. Realno je, da je vlada vzpostavljena kot center največje moči, politično-filozofsko najmanj pomembna, finančno najbolj, zato ker kruh reže, ne. Ker ona dodeljuje ingerence nad določenimi denarnimi transakcijami, kar seveda vse boli, zlasti gospodarstvo boli in tako naprej, predvsem pa kontrolira večino v parlamentu. In tukaj je strp problem, ki ga je France Bučar takrat izpostavljal, da je poslanec po ustavi dolžan svojim volilcem in svoji vesti, ne pa strankarski disciplini. To je strp problem. To je strp problem. In to, če delajo, ker problem ni to, kaj parlament po svojem politično-filozofskem statusu je. Problem je v tem, da imamo mi noter po večini ljudi, ki so brezhrbteničarji, ljudi, ki nimajo noter osebnostnega profila, ki takole pogledajo, kaj je treba prst gor odzikniti, kaj je treba dol dati pri glasovanjih o zakonih. To je problem, ne? Deževniki, nevretenčarji. Ja, nevretenčarji in pa v bistvu jih zanima samo to, ali bo njihov partijski vodja odobril naslednjo kandidaturo. In zdaj smo v poziciji, ko je zelo pomembno, ali te bodo dali v nek okraj, izvoljiv okraj, ali boš pristal tam na nekem neizvoljivem mestu in tvoje politične kariere praktično konc. Ne? To je problem. Politična kultura je pri nas na psu, to se ve. Ne? Ampak sam parlament pa jaz mislim, da če bi funkcioniral v dobro, zlasti v javno dobro, in jaz celo mislim, da če bi bil zakon o zdravstvu amandmiran pa izpiljen, kar očitno premalo časa, da bi ga ravno zdaj morali sprejeti. Ne? Ravno zdaj bi ga morali sprejeti. Koliko to stane? Koliko stane, da ga sprejmejo? Ja. Nič. Ne, mislim, koliko stane potem, ko se izvaja. Koliko stane ta zakon? Ja. Ne, se ta zakon ureja razmerje, ukine dodatno zdravstveno zavarovanje in te stvari. $500 milijarde vrne nazaj v sistem in tako, ki ga zdaj odnesel ven. Oziroma
z najmanj 60 milijonov pokloni državi nazaj in tako. Skratka, to so stvari, ampak zdaj bomo videli, da bo to pristalo v predvolilnih parolah vsaj, ne? Pa da se bodo sklepale koalicije, ki bodo stavile na javno dobro, ne? To so že zadnjič se pogovarjali, da meta pozicija prihodne Slovenije preprosto v socialni koheziji, se pravi, ali pa bomo šli v neoliberalni nadaljni galop, ne? Kar je samomor za Slovenijo, ne? Ampak mi se danes pogovarjamo o tem, izgnati Ruse ven ali ne. Slovenija, po mojem mnenju, bo zavlačevala, dokler bo lahko, potem bo pa naredila tako, da se ne bi Rusiji zamerila. Pod vplivom gospodarskih interesov. To je moje. Zdaj pa, če vprašaš, kaj bi jaz naredil, ne? Če bo pa dokaz? Če bi prišli dokazi, da je to sistemsko, ni nobenega dvoma. Ja. Potem je to treba storiti, seveda. Ampak, kako naj ti rečem, jaz izredno spoštujem britansko demokracijo, zlasti njeno tradicijo, izredno spoštujem njeno politično-filozofsko tradicijo in tako naprej. Kaj pa sodobnost? Sodobnost je z Brexitom malo klecena in malo fejst je klecena, to smo se zadnjič pogovarjali, ko smo imeli live streama, cenjena veleposlanica organizirala od srede do srede in je bilo zelo fajn pa lušta, ne. Smo se krasno pogovarjali, pokazali tudi neko kulturo komunikacije in tako naprej. Ampak definitivno se mi pa zdi, da je ta flip, ta preskok iz debate o lastnih problemih v moment mednarodne varnosti, kjer Anglija tradicionalno štarta na Evropo, ker češ, nas bo te rabili, da bomo zagotavljali momente varnosti, mi imamo izredno izurjene službe, mi imamo izredno izurjeno vojsko, naša tesna sodelovanja, vi nam dajte trg, mi pa vam damo intelligence, ne. No, to jim zdaj bom rekel, magnifikacijo, napihovanjem Skripalovega vprašanja zelo dobro ratuje, ne. Izjemno dobro. Se pravi, ta obrat je izjemen, ne. Zdaj samo ne morem z vso jasnostjo reči, da je utemeljen ali je neutemeljen, ne. Zato bi bilo res treba, jaz sem v tem primeru nagibam k pravilnosti Corbynove teze, ne. Ja, res je, samo dokaze prineste, ne. Dokaze, ne. Ker če gre za mafijski obračun, ne, potem se bo treba tudi pogovarjati o krivdi same Velike Britanije, ki je ruski mafiji odprla vrata na široko in na veliko. In zaradi teh oligarhov, ki so prišli s kapitalom, se je dvignila življenjska oziroma spustila življenjska raven navadnih državljanov in so se dvignile cene v mestih, ne. In tudi zato so ljudje izrazili nezadovoljstvo na vseh možnih ravneh. V bistvu je potem seveda nastradala Evropska unija. Ljudje so pa izrazili nezadovoljstvo zaradi nedostopnosti do zdravstva, ker so rekli, za tisti denar, to je bila parola, ki jo je takrat Nigel Farage pa Johnson so jo govorili, tisti ogromne stotine milijonov, ne, recimo desetine mesečno, ne, ki se prelivajo v evropsko blagajno, bomo avtomatično obrnili v britanski zdravstveni sistem. To se je izkazalo za popolno neresnico, da ne rečem laž, ne. Visoke cene vseh teh zadevščin v nepremičnin, stanovanj in vsega najemnin, stroškov, življenjskih stroškov, ne, so pa posledica vdora tega kapitala, tudi iz arabskih držav, pa ruskega kapitala. No in zdaj, bom rekel, žrtvovati celo Evropo, ne, da bo zdaj med drugim tudi Slovenija, pa vse države se z Rusijo skregale, zato ker tako Angliji sede v notranjo politiko, potencialno govorim, ne govorim, da je to čista resnica, ampak če bi se izkazalo, da za tem ni realne podlage, bi se na koncu pokazalo nekaj podobnega, kot če se spomniš, je tudi Corbyn opozarjal za časa Tonija Blaira, ko so se odločali, ali gre Anglija v zavezo z Bushom proti Iraku. Kaj pa je bilo takrat? Govori so o antraksu, ne. Strupi spet. In Corbyn je v parlamentu rekel, lejte, takrat je bil antraks, zdaj imate živčne strupe, ista shema je, a se vam ne zdi nenavadno, ali pa najmanj potrebno, da to malo bolj podebatiramo, pa da malo bolj vidimo dokaze. Ker takrat se je tudi govorilo, saj se ve, ne, da Saddam Hussein razpolaga z živčnimi, z temi zadevščinami z antraksom za uničevanje sveta. Na koncu se je izkazalo, da jih ni. Kjer? Pristala sva na začetku, hvala lepa.